Hej! Hej! Kaj? Ni ti treba tega delati, župan. Lej, sva od njih dobila 3 električne skuterje. Sam kjer ga ne pa zberam. To bomo pa gotovili zdaj. Hej, sva Davor in Andraž iz Sweettech TV. Danes malo iz drugačnega okolja, upam, da ne bo preveč motečih dejavnikov. Poveva pa takoj, zakaj sva tukaj. Najprej pa imava za vas vprašanje. Ste kdaj poleti šli v službo, pa se ni dali iti z avto, ker bi pač padalo v grozno gužvo? Niste hoteli, ne vem, z javnim potniškim prometom, ker pač ne marate prešvicanih ljudi, pa nočete iti s kolesom, ker bi sami zašvicali? No, če imate te probleme, vam vidva lahko ponudimo alternativo za to, in sicer so to električni skiroji. Ker je magično število 3, vam bodo tudi midva danes predstavila 3 električni skiroje, ki nam jih je prijazno posodilo podjetje Lynx. Tako da oglejte si njihovo spletno stran, pa pejte jih osebno pogledati na prodajno mesto, kjer boste lahko videli tudi te skiroje. Ne pozabite pa se naročiti tudi na najin YouTube kanal in naj jo spremljate na Instagramu, Facebooku, Twitterju in pa TikToku. Če vse to skupaj naredite, bi bilo res električno. No, ampak dajmo mi začeti, preden naja kaj tukaj zmot. What the hell, guys? Ta prvi skiro, ki ga bomo danes predstavila, je Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 Mercedes AMG Petronas F1 Team Edition. Fak, to je res predolg ime. Ja. Gre za električen skuter z estetiko dirkalnikov Formule 1. Logo ekipe Mercedes AMG je vgraviran na platformi za voznika. Barve Petronasa pa najdete na kolesih in sami šasiji skiroja. Od običajnega Pro 2 se bolj ali manj loči samo po barvni shemi, vse pa lahko bahate, da boste Mercedesa, če ste revni, kot midva. Like we can afford to go here and there. Od predhodnika Pro 1 se loči sam po tem, da ima boljšo let osvetlitev, boljš nameščen blatnik, boljše odsevnike in črne kable namesto rdečih. Ko ga odpakirate, dobite v škatli poleg skiroja imbus ključ, da našraufate krmilo na ogrodje skiroja, pol dobite nastavek za napumpati gumo, polnilen kabel in polnilc, pa tudi še rezervno gumo tukaj zraven dobite. Ogrodje samega skuterja je drugače iz aluminijeve zlitine in kvalitetno izdelano. Če gremo na same specifikacije, motor ima nazivno moč 300 W in lahko za kratek čas doseže 600 W. Zmore pa maksimalno hitrost do 25 km. Energijo dobi iz litij-ionske baterije velikosti 12800 mAh z enim polnjenjem, ki v povprečju traja tam od 8 do 9 ur, pa ima domet do 45 km. Seveda pa to varira glede na vašo maso, je pa maksimalna nosivost zanjo 100 kg, ker je več od tega lahko rezultira v tem, da vam hitreje zmanjka štroma, sploh težje pa bo šla v hrib in tudi policija vam bo hitreje prigrela. Skiro ima tudi zvonc in tačko za parkiranje, ki na žalost prikrije Mercedesov logo, zmore prevoziti klance do naklonskega kota 20% in ima tudi dvojni zavorni sistem z zelo odzivnimi bremzami. Tudi sicer je pa vožnja z njim kar zelo udobna, tudi zahvaljujoč 8,5-colskim prednjim in zadnjim pneumatikam. Ne trese se in ne cuka, valjda pa je to malo drugače, če se furate po makadamu. Če hočete začeti z vožnjo, morate pa tudi najprej pognati z nogo, sploh da doseže hitrost vsaj 5 km/h. Ko furate z njo, imate 3 načine vožnje oziroma mode. Pri standardnem je maksimalna hitrost omejena na 20 km/h, je pa tudi najdaljša avtonomija baterije. Način za hojo je namenjen za hojo po pločnikih in ima maksimalno hitrost, ki je prilagojena hitrosti pešcev. V športnem načinu pa je povečan pospešek in se doseže višje hitrosti. Pri upravljanju vam pomaga tudi večnamenska nadzorna plošča z vgrajenim LED zaslonom tukaj na balanci, ki kaže trenutno hitrost, napolnjenost in način, v katerem se trenutno vozite. Če dolgo pritisnete na spodnji gumb oziroma power button, jo lahko prižgete ali pa ugasnete, z dvojnim pritiskom pa prehajate med načini vožnje, s kratkim pritiskom pa prižgete luči za ponoč. Prav tako pa jo lahko nadzirate preko pametne aplikacije Mi Home, kjer lahko upravljate s tempomatom, zadnjo lučjo, informacijami o bateriji, lahko zaklenete skuter ali pa pridobite podatke v vožnji, nalagate posodobitve za skuter in dobite še varnostni video. Sorry. Če hočete drugače sploh uporabljati skiro, ga morate najprej povezati z aplikacijo prek Bluetootha. Okay, konci. Ker je ta skirica zložljiva in vaga 14,2 kg, jo lahko komot vzamete s sabo v avto ali pa na bus, tako da ne rabite biti glih Hulk, da jo prenašate naokoli. A ja, pa imaš certifikat IP54 za odpornost proti vodi in prahu. Web cena pri Lynxu je 767,99 €. En popravek,
video so posnela, preden se je začela ta akcija in niso vedela cene, tako da ta na ekranu je ta prava cena do 11. julija. Navadna pa 799,99 evra. Ja, cena za ta skiro je malo premijska, ampak če ste oboževalci Formule 1, vam verjetno tako ali tako to sploh ne bo pomembno. Ta drug na seznamu najmu je Trivi Velociraptor Plus. Hej! Bež plazet! No, sva ujela, Evo ga. kako tu skiro ukras. Tako da, evo, še enkrat. Tale je Trivi Velociraptor Plus ES 100 W. Ne, ni Velociraptor, kakor je ime dinozauru, ampak je Velociraptor. Verjemite, tudi naj jo je zmedel. Ja. Okay, let's move on from it. Because Ta skiro ima zelo inovativen dizajn, tudi njegov okvir je iz aluminija in ima 10-palčne pnevmatike Honeycomb. No, to pa pomeni, da gre za nenapihtljivo gumo, ki prerezana izgleda kakor znotraj satovja od čebel, ker je narejena iz celic, je tudi zelo trdna in trpežna pnevmatika. Če zraven še upoštevate, da ima ta skiro prednji amortizer, dobite zelo udobno vožnjo, brez večjih tresljajev in z dobrim oprijemom, ki je še posebej primerna za makedam. Ker Andraž prihaja tudi iz Reten, kjer še zmeraj ni asfalta, je nad njo več kot navdušen. Ta skiro ima 7,5 amperskih ur veliko litijevo baterijo, ki se nafila v 4 urah pa pol in ima domet do 25 km. Tehta 14 kg, ima pa večjo nosilnost od Xiaomiovega skiroja, kjer ima nosilnost do 125 kg. Ima zadnji pogon, motor ima moč 350 W, doseže pa maksimalno hitrost pri 25 km, s tem da zelo hiter in odzivno zabremza, ker ima zadnjo disk zavoro. Tudi ta skiro ima drugače zložljivo tačko oziroma nogico, za dobro vidljivost uporablja prednjo in zadnjo leto osvetlitev, ki je močna, zadnja pa se aktivira ob zaviranju. Skiro upravljate z LED prikazovalnikom tukaj na balanci, kjer je jasno razvidno stanje napolnjenosti baterije, skiroja, trenutna hitrost in v katerem načinu vozite. Ta skiro ima 3 mode oziroma načine vožnje, eko način z maksimalno hitrostjo 6 km/h, način z normalno vožnjo z max hitrostjo 20 km/h in sport način z max hitrostjo 25 km/h. Treba je pa paziti, ker skiroja sploh ne rabite poganjati, da zaštarta, ker nama se je zaradi tega skoraj nesreča zgodila. Ne smeš ga. Kaj pa cena? Ta skiro pri Linksu mislim, da okoli 400 evrov stane. Zadnji skiro na najnem seznamu pa je tudi eden najpopularnejših, ker je priljubljen tako na Amazonu, kot na Manhattnu, kjer ga baje množično uporabljajo za vožnjo okoli Central Parka. Gre za Segway Ninebot Kickscooter S1. Segway verjetno poznate kot ameriško podjetje, ki je naredilo znamenit dvokolesnik, s katerim je nesrečno telebnil bivši ameriški predsednik George Bush. Ah, mamma mia! No, oni so leta 2015 kupili kitajsko podjetje Ninebot in od tega toliko dolgo ime skiroja, ki se ponaša tudi z nagrado Red Dot Award. Ko ga odpakirate, noter dobite skiro, polnilc in pa prerabniški priročnik. Če gremo na sam skiro, tako kot ostale dva, je narejen iz aluminija in tudi zelo kakovostno, tako da nič ne škripa. Nazivna moč njegovega motorja je 250 W, kar morate upoštevati, ker če imate pred sabo klanc z naklonskim kotom okoli 10 stopinj, vas moramo opozoriti, da boste težko prišli čez njega, sploh če vas je malo več skrb. ES1 lahko sicer za kratek čas razvije največjo moč motorja do 500 W, max hitrost tega skiroja pa je 20 km/h in ima s tempomatom domet do 25 km. Ampak se morate zavedati, da težji kot ste, manj dometa dejansko imate. Tako da če vakate tam okoli 80 kg, boste lahko šli max okoli 20 kg stran od tam, kjer ste začeli se voziti. Drugače, sam skiro je pa najlažji od vseh treh, saj ima samo 11,3 kg. Litij-ionska baterija tega skiroja je velikosti 187 Wh in se nafila v 3,5 ure, maksimalna obremenitev pa je pri 100 kg, tako kot Xiaomi. Ima sprednji amortizer in velike pnevmatike, pa LED žaromete in reflektorje. Ko smo že pri električni energiji, S1 se lahko pohvali, da je okoljsko naravnan, ker ima sistem za obnavljanje energije za potovanje brez energijskih izgub. Prav tako pa ima sistem za upravljanje baterije. Tudi tukaj je treba najprej skirico pognati do hitrosti 3 km/h, da rata ročka za gas sploh aktivna. Skiro ima 3 načine vožnje. Omejen način, kjer lahko v aplikaciji določiš najvišjo hitrost in je primeren za otroke. Varčen način z omejenim pospeškom za največ dosega, kjer je max hitrost do 20 km/h, ter potratni način, ki pa baje sploh nima omejitev. Is there no limit? Na LED zaslonu skiroja se spremlja hitrost vožnje, Bluetooth povezavo, način vožnje in stanje baterije.
prikaz pa je dobro viden tudi v močni sončni svetlobi. Tudi ta skiro ima mobilno aplikacijo, imenuje se Segway Ninebot, kjer lahko spremljaš hitrost, prevoženo pot, lahko zakleneš svoj skiro, nastaviš osvetlitev, pregledaš stanje skiroja, osebno statistiko vožnje in tako dalje. Vožnja s tem skirojem je drugače udobna, edina na Makedamu je malo bolj tresoča, tudi kolesi pri tem skiroju sploh nista napilani z zrakom, tako da vam ni treba skrbeti, da bi jo mogli menjavati. No, pa še cena za tale skiro, zanj boste mogli tudi odšteti 400 evrov. Še en popravek se oproščava, prava cena je označena na ekranu in trenutno ta velja. Kar je recimo primerljivo s tem Revijem. Tako, to je bila najna ocena teh električnih skirojev. Sama bi verjetno izbrala Velociptorja, ker ima zmerno ceno in malo močnejši motor, so pa vsi tri električni skiroji zelo kvalitetni. Lahko pa opozoriva, da ima Segway precej nizko balanco in se je za višje ljudi bolj prijazno voziti s Xiaomijem in Velociptorjem. No, to pa je nekako res to. Dajte si skiroje pogledati na spletni strani od Linksa ali pa obiščite njihovo poslovalnico na Šmartinski cesti 152 ala B, kjer jih bodo prodajali v sklopu julijske akcije Električne sanje, ki bo trajala od 1.7. do 11.7. V njej bodo v akciji proizvodi, ki jih boste lahko odnesli s sabo na počitnice, izlete, potovanja. Torej, poleg električnih skirojev boste imeli še na voljo ultrabooke, tablice, e-bralnike, drone in pa še marsikaj. Tako da res priporočava, da si ogledate akcijo. Jaz sem svoj skiro že vzel, tako da midva se pa za danes poslavljava, uživajte na dopustu, sploh če video že gledate iz tam, mi se pa vidimo v naslednjem videu. Čau!